je boški glas, ki ga malo jemlje, ampak bo zdržal pa tole uro in pol. Sem vesela, da sem spet z vami, ker imam zelo rada tale kraj in tole knjižnico in gospo Jelko in edinega živečega skrbnika, ki ga jaz osebno poznam. In to je pater Karel Gržan, ki je tudi velikokrat pri vas in on se mi zdi ena tako lepo svetlikajoče človeško bitje, ki nas vedno znova spodbuja, živimo radostno. In tukaj sem zato tudi izbrala njegovi dve knjigi, za radostno bivanje je naslov, sem tudi napisala spremno besedilo, da bo malo važno. In to, da vi živite v luči tega človeka, ki mi včasih bliže, zdaj pa malce gle, to daje temu kraju en poseben čar in mojemu srcu veliko zadovoljstvo, da sem lahko spet tukaj v bližini vas in njega. Ja, zakaj je knjiga? In vedno znova v knjigah. Pred mnogimi leti sem imela oddajo Moški ženske, če se kjera še zgubila kolegica. No, in jaz sem tam govorila mojim gostom, lepo vas prosim, preneste en predmet, ki vam res nekaj veliko, ki vam res veliko pomeni. In gostje so več ali manj vsi nosili knjige. In to sem rekla, to je pa neverjetno, a ne? Da, če rečeš nekomu prenese nekaj, kar ti res veliko pomeni, da praviloma prenesejo knjige. Tisti, ki sem nekaj, kje je sladljiva, veste? To je od Jonata Pavčka, ki je bil prvi vdaji do Davidle in kaj so hotel, da bi lahko prenesti knjige, ampak dali so mi idejo, da bi s temi knjigami šli med ljudi še na kakšen drug način, ne samo strogi literarni večeri, ampak pogovorjalni večeri, ker kot je napisal gospod Vinko, a je tukaj, je tale citat, Jelka, ki ste prebrali. Ne, Vlado, pardon. Gospa žena, tukaj ne čestitamo. Kje pa je gospa žena? Tukaj. Čestitamo. A veste, kakšna žena, takšen mož? Če moški reče, da bere zato, ker prihaja v stik s svojo dušo, veste, kakšna resnica je šele to? Ker če rečemo ženske, to nekak samo milno. Ampak če še to moški ugotovi, je pa to že skoraj čista resnica. In v knjižnici v Stari Grčiji, v Tebah, je bil velik napis nad vhodom knjižnice, kjer je pisalo prostor za zdravljenje duše. Ker takrat so še vedeli, da so knjige pisane zato, da zdravljajo našo dušo. Ne zato, da tisti, ki so jih pisali, ne gucajo, pa se grejo, kjer je brta glavno, pa kjer ne vem kaj, ampak zato, ker je bila v Stari Grčiji filozofija, epika namenjena zgodbam, ki so prinašale mite, arhetipske podobe, samo zato, da so napolnile našo dušo, da so prebudile našo dušo in da so nam odgovarjale na 3 ključna in temeljna vprašanja, na katera si moramo odgovarjati tudi danes, čeprav odgovorili si bomo pa zadnjo sekundo najbrž, ne vem, jaz upam, zato sem prostovoljka hospica, da bi slišala še tisti odgovor. Odkot prihajam, kdo sem in kam grem? In dostikrat rečejo naši umirajoči, ja, zdaj pa čas, da grem domov. Zlasti otroci, ker recimo rečejo medicinski sestri, da ne prinešeš čeveljce, ja, zakaj pa boš imel čeveljčke? Zato, ker zdaj boš šel pa res domov. In pravijo, da takrat vejo, da je otrok včasih odšel, ker otrok ima še občutek, odkot je prišel in kam gre njegova duša. Kaj pa je ta domov in kje je ta domov, pa pojma nimamo. Ampak bomo vsi zvedeli. Tako da ni treba, da bi že zdaj bi grozno radovedni, zdaj se ukvarjamo s to dušo, da bomo imeli kaj nes domov. Ker Alenka Rebula je napisala krasno knjigo, čakajte, da vidim, če je ideja, če moja je sposojena, s to obrazom notranjih oči. No, seveda, kaj pa da, sposojena, kjer je napisala, da pomembno je, kaj damo mi v nahrbtnik svojega življenja. Kajti ta nahrbtnik bomo nosili večno seboj in kadar nam bo hudo in težko, ga bomo odprli in pogledali, kaj je noter v tem nahrbtniku. Spomini na otroštvo, najlepši spomini, kako sem se zaljubila. Vse tisto lepo in dragoceno,
kjer smo ostali brez sape ali brez diha, od navdušenja, entuzijazma, sreče, imamo mi naloženo v ta nahrbtnik, ki je znotraj nas, ne nikoli zunaj nas. In edino ta nahrbtnik je treba čuvati, ga je treba hraniti do konca dni, vse drugo lahko odložimo, spustimo in predamo. Nikoli pa tega nahrbtnika. In ta nahrbtnik moramo vlagati, kar se da, lepo, in dostikrat so knjige način, s katerim mi vstopimo v ta nahrbtnik in ki jih lahko odložimo v ta nahrbtnik za neko manj. Ker kjerkoli sem vas vprašala, ne mi reče, kakšno knjigo moške bom sprašvala. A mi lahko omenite kakšno knjigo, ki jo imate vi v tem svojem nahrbtniku? Kjerokoli. Lahko je tudi, a veste, vine tudi, meni vse. Deseti brat. Ja, jaz sem lepo zahvaljujem, ki imam jaz ime iz tega romana. To je prvi slovenski roman, v katerem nastopata Lovro Kvas in Manica. Ne, ljubim te, je rekel pred klopcem na kolenih. In moja mama in moj oče sta mi to usodo prerokovala in tako sem jaz manca. No, se je bil kakšen, ki je to rekel, tako da se ne moram pretožiti. Imamo na hrbtniku kakšen lep spomin. Hvala lepa. Zdaj iščem junake, ki vam čestitam, da ste tukaj. Na katero knjigo se pa vi spomnite? Ne berete. Ne berete, pa še boste. Veste kaj? Še pride. Berete pa knjige življenja najbrž, ne? Ja, no, vidite. Čakajte, tam sem mi rekla, zelo zanimiva gospoda. Tukaj le, vi pa veste, kakšen naslov iz nahrbtnika svoje duše? No, vidite. A se kjer tako spomnite? No, vsi nismo v šole. A se vi mogoče kakšen spomnite? No? Kar? Kako? Cerski grofi. Jo, super, super. No, to je tudi napisal Karl Bržan o Veroniki, ne, Teseniški, to je soda cerskih grofov, ne, tako da to je naša dediščina, ki se je pa premaj zavedamo, ne, cerski grofi so bili slovenska kri, ne, tako da nekaj malega aristokracije smo imeli, nekaj domaga, ampak dobro. Recimo, da so cerski grofi eni od tistih, ki so nam dali ton tega sveta. Dobro, torej, ta nahrbtnik od Alenke Remule, ki ga nosimo vedno s seboj, se splača nalagati knjige. In to te stare knjige, ne elektronske knjige, ker vi čisto drugače berete knjigo mi, ne, če gledate v ekran, ali pa, če jo držimo v rokah, pa listamo, pa barvamo, pa dotikamo sorte listkov, pa rožce za herbarje, recimo, pa take reči, to ne morate elektronsko knjigo. In tudi diši papira, veste, ima nek duh in ena knjiga diši tako, ena druga diši drugačne. In pa če še ni malo kakšno prodajalko vijolic, kakšne vijolice obladno pa pošpricamo, kar je dovoljeno, veste, s parfumom, kad diši po vijolicah, to za elektronsko knjigo, noč na veljak se ne primene. Skratka, s knjigo lahko mi občujemo, kot se lepo reče po slovensko, komuniciranje, slovensko besedo. In lahko se ljubimo z njo na en čist svojstven način, pa še spati lahko z njo. Tako da knjiga je res naša najboljša prijateljica, to je fraza, ampak hkrati pa zelo resnično dejstvo. Knjiga nam dostikrat pomaga živeti in tudi preživeti. Kadar je človek v kakšni težki stiski in tisti, ki ima tak nahrbtnik, ki že ve, da mu bo knjiga pomagala in takrat pogleda kakšno knjigo, vam povem, olajšanje pride. Ker v dobrih knjigah, za nas dobrih, so vedno odgovori na tisto vprašanje, ki si mi jih mi zastavljamo. Ker, kot tako rada ponavljam, ne pišemo, ne beremo samo mi knjig, ampak knjige berejo nas. In take knjige velja vzeti v roke, ki berejo nas. To so pa lahko zelo različne knjige, veste. Ni treba, da dobi Nobelovo nagrado, tudi Prešernove ni treba. Pa je knjiga, ki nam je nekaj povedala, ki sem se dotaknila, ki nam je nekaj sporočila, ki je nahranila našo dušo.
eden od največjih umov v moji glavi, moj dober prijatelj, jaz rečem, pa oni ne vejo, da so moji prijatelji, večino v svetu že malo vedno počkuga. Zame so vsi živi, ki mi kažejo pot. Eden od mojih najboljših prijateljev je Thomas Moore, ki je napisal knjigo Njega duše. Thomas Moore je izjemno zanimiv človek, ker je bil duhovnik, potem je bil frančiškanski redovnik več kot 10 let, potem je študiral muzikologijo, filozofijo, ne vem, kaj vse je študiral, psihoterapijo in zdaj je najbolj znanih psihoterapevtov na svetu. In on je napisal to knjigo, v kateri govori, da mi ne moramo negovati našo dušo, ne samo telo, a veste, fitness, pa tek, pa maraton, pa zdrava hrana, pa to. Ko delamo mi raziskave o zdravju, oziroma ko jih beremo, kaj so ugotovili, kdo je malo pomest, nekaj pa nič ne škodijo, ker je tudi povezan z dušo in knjigami. Je izjemno pomembna zdrava prehrana, zelenjava, domače, predelano, lokalno, zdaj ni več moderno. To je zdaj glavna in tema. Drugo, gibanje. Vsak dan saj 30 minut. Ne gre za to, da bi blazno mi se vrgli enkrat na 14 dni fitness, pa 3 ure se vrgli, ali pa tudi enkrat na teden, ampak da se vsak dan pregibamo. A veste, če ne vrg plejete ali pa se sate, to vse upišite gibanje. Tako da gibanje, premikanje. Če ne, pa potekajte, recimo, pa teče po čvajki, a veste, da se vrgli. Tole vse skoči gor, a veste, zakon gravitacije, občutim vse svoje pomini, ne rečem, malca dobro, ti čutiš telo čuti tebe, ker duša telo to smo, ne, nista se, tako da, ampak zdrava prehrana je na drugem mestu, gibanje je na tretjem, oziroma gibanje na drugem, prehrana na tretjem, na prvem mestu je pa kaj, to bom pa zdaj ženske sprašvala. Kaj pa na prvem mestu za zdravo, srečno življenje in radostno stvaranje? Ja, na prvem mestu je pa duhovna hrana in urejeni medsebojni odnosi, izražanje čustev. Mi lažje izražamo svoje čustva, če beremo, zaradi tega, ker dobimo besede za to, da poimenujemo to, kar občutimo. A veste, jaz sem v Hospicu govorila z enim krasnim človekom, čez 90 let je bil star, pa je kar bojil iluzijo, da bo šel še domov, pa da bo še hodil pa to. Zdaj, jaz nisem smela reči, da ne bo, To se ne sme govoriti, jaz sem rekla, a se počuti, kako pa, kaj pa čutite, kako mislite, manjca, kaj čutite? No, kaj zdaj, ko se z vama pogovarjate, kaj čutite, kaj tako doživljate znotraj? No, tako vprašanje, pa jaz še nisem odgovarjal, se jih tudi nisem še zastavil. Se nekaj rejte, vi se s tem začnite ukvarjati. Začnite razmišljati, kaj počutite. No, a mi date kaj za primer? Jaz sem rekla, ne vidite, imate sliko svoje žene, jo pogledate, ste žalostni, ker je že nekoliko let, kar je mrtva. Aha, tako mislite vi. Aha, tako, sem ga prav intelektualc, veste, učila občutiti svoja čustva, ker se s tem ni nikoli ukvarjal, ker tak človek akcije, skozi je bil v akciji. In že pri 90-ih je mislil, da bo spet šel v akcijo, iz Hospica pa direkt v akcijo. Zdaj, je to iluzija, pa včasih ni zdrava, In bolj sva se medna začela v teh čustvih pogovarjati in ko sem šla, se mi je zelo lepo zahvalila, ker je bila to pa čisto ena nova dimenzija. In potem je čez par dni zelo lepo umiril manj. Ker če ne bi se pa še kar matro z nekim upanjem, kako bo on hodil, delal, ne vem, švasol, kaj pri 90 je težko odšel. Ja, težko odideš, ko se pa vase spustiš, ta nahrbnik in svojo dušo in ko začneš brati svoje spomine. In polk, če pogledaš ženo mimo glede, ko fantaziraš, kako bo še hodil, jo sploh ne vidiš. Če se pa začneš ukvarjati s svojim nahrbnikom, pa pogledaš sliko od žene, pa pogledaš not sliko od žene, se pa ti nekaj spomniš, kaj ste skupaj doživela, kako so se otroci rojevali, kdaj je bilo lepo, kdaj je bilo težko in takrat si z njo. Ne, če si v nekem svojem namenu. Moški, pa tudi ženske smo vse slabše in slabše, smo pa tako radi v enem namenu, v enem cilju, v enem, a veste, v nečem, ker je zunaj nas, težko stopimo noter, ampak knjige nam vedno omogočijo pot vase. Zato je tako važno, da beremo. In to, kar jaz tolikrat govorim, da me imajo že vsi čisto dosti. Kakšni smo mi v starosti, a smo sami, smo žalostni, veseli in tako naprej, to ni vzrok zdaj,
To je samo posledica, kako smo mi živeli. Kaj smo mi naložili v ta nahrbtnik? So ljudje, recimo, ki so tetraplejiki. Zdaj vedno za primer mojega ljubega prijatelja Jožeta Felca, ki je bil tetraplejik, 6 ali 7 operacij, je imel raka, tukaj raka tam in tako naprej. Ampak on je še en teden pred smrtjo izdal eno knjigo, ne, do konca. In meni je še napisal pismo, draga manca, ne, meni memento mori trobenta, ki pa pazi, da ne boš zgubila svoje svetlobe, sem se tako jokala. Sem mu tako napisala, časna beseda, bom pazila, ne. V hotele, temačni Sloveniji, mislim, se nekaj javna in tako naprej. Rabimo svetle ljudi, ne. In mi je, koliko bi mi eno zadolžnico dal, a veste, tam v tis nahrbtnik. Ampak on je bil tetraplejik, ker pomeni, da se sploh ne mogo premikati, a veste, sam glavo je še malo premikal, pa je bil ustvarjalen do konca, radosten do konca, zavesten do konca, smiselno je bival do zadnjega izdiha. Ja, duh, širok, velik človek. To se je napisal ogromno knjig, romanov in vsega tega se splača, ker je tako, on je tako razumel življenje, ker je tako živel s temi ljudmi z ekstremov, ne? In te nam v življenju dostakrat več povejo, ker je slika bolj jasna, veste, mi nekaj mutimo, imamo neke maske, poziramo, se nekaj delamo, pretvarjamo, oni pa so, kakršni so, veste. Tako da so lahko dostakrat svetlo zgled resničnosti in autentičnosti, ne, ljudje z roba. Zato se plača z njimi družiti, vam povem, čisti sebičnih namenov. Kakor se splača z otroki, gledajte, kako otroci slikajo. Ta vsaka slika govori neko zelo različno zgodbo, ne. Mislim, če bi tudi kakšni akademski slikari, nisem prepričana. A veste, da bi si kupali s tem zamahom, a ne kako tele otroci. A veste. Tukaj je še resnica doma. In potem na koncu smo pa spet kakor otroci, če si upamo biti, to je velik luksus. Ne? Smo pa spet lahko resnični in brez masni. Mi si pa imamo take in drugačne. Torej, zato je tako pomembno branje, da bomo mi potem, ko bomo stari in potem, ko bomo umirali, ležali lahko tudi nepomični ali na invalidskih vozičkih, kar je čisto vse forma, veste. Ampak, ko zapreš oči, se začne dogajati ta notranji svet in če imamo mi veliko spominov, nismo skozi v kinu. Nam stopni na oču. Ker ta kino je fantastičen. Se uležeš in si rečeš. Zdaj nam dal pa jaz v kino moj prvi poljub. Se spomnim, kar v očinu. 15 let sem stara, pojma nisem imela ničimer. Enkrat me je pušno tako malo po stran, ker sem zbežala od smrtne groze, preteče domov in vpraša mater. Mama, a misliš, da bom zanosila? 15. Nisem imela pojma, sem mislila, če da en kužne, pa smo se izpolnili tako štorke. Pač, to je ta generacija, ki ni nikoli ne govorila o spolnosti, dve svetovni vojni, o lakah, ki so že znali, kaj zujeti. Ja, da je moja mama z grehom bila obremenjena, ampak ni imela te svobode, a veste. Moji otroci so to vse izvedeli, še sem bi šel v trgu, sem jim že vse povedala za vsak slučaj. Sem jih dobro informirala. Kaj se rojelajo in kaj jih čaka. In obe hčeri sta se imeli super, nobena nima nobenih spolnih trav, sta bile dobro opremljene informacijsko že, a veste. Treba se je že od nule pogovarjati. Zdaj občdob, ne pomeni občevala dopolne, zdaj si se zgodila, zdaj naprej se pogovarjava. A veste, tako, da date veliko gradiva in informacij temu bitju, ki prihaja na svet, ker vse slišijo, veste. Slišijo te v trebuhu in slišijo tisti, ki umirajo. Umirajo in so oni v komi in reče, kakšen buta zdravnika pojma nima. Ampak medicinska sestra pa to ne bo rekla. Tale je pa že neko, kako že reče, ne vem, kakšen že, grozno, se raje ne zapomnim te besede, skratka se je skr stresem, češ se načeš ne sliš, pa nobenega glasu ne mora vcepiti. In jaz rekla, da bi to morala prepovedati to besedo, pa se jo jaz niti zapomnila nisem, zaradi tega, ker to ne drži. Moj oče je bil že v komi in že odhajal, ampak jaz sem se ulegla k njemu in sem ga božala in sem mu govorila, dedla, kako sem ti hvaležna. Pomagal si mi, ker sem bila
čist na tleh, če ne bi bilo tebe, jaz ne vem, kako bi preživela s tem zmešanim umetnikom, a veste, velikega ranga, večji, ki je pa je hudo živeti s takimi umetniki, ne, kako bi jaz tega otroka, drugega otroka, brezposelna in tako, in ti si mi bil obstranjen vse. In sem videla, da je spustila eno solzico. In bolj prej sem šla, sem rekla, da mi stisnem malo roko, da bom vedela, da si me slišal in čist nežno stisnem roko. No, ampak uradno sem ne rekla, da imam čudnega. Ampak sluh je zadnjo čutilo, ki jo odmeni. In slišijo vam povem do konca. In najhujše, ko je kdo v komi, ne, kakšna večka mamica, pa v njej se pa si nova krega tako zredita na posli, ne, ono pa to pošlišanje. Tako da vam povem, že boljš prej vse razstala trenje, malo ven sedel, pa sem ukvarjal s kakšno nekeščino, ker to je čist odveč. In ker je starost, bolezen in umiranje posledica tega, kako živimo zdaj, tukaj moramo biti zdaj tanki na krpnik, pomniti vsak dan. Zato, da bomo, kar tudi nenehno beramo, Bogi moj kak je že v razpadajočem stanju, ampak vedno znova berem njegovo božansko povabilo. Povabljeni ste bili na srečanje s prijateljem. Nihče se ne more upreti božanskemu povabilu. Tako se vse naše izbire omejijo na samo dve. K Bogu lahko pridemo oblečeni za ples, ali pa nas v njegovo bolniško sobo prinesejo na nosili. Jaz mislim, da smo tle vsi taki, ki se štimamo za ples, ne? Da bomo prišli čedni, veseli in tako naprej in ne na nosilih. Ja, kamor gremo, to ne vemo, kam gremo, ampak nekam gremo, ne? Skratka. In zato moramo delati zdaj. In k temu nam pomagajo dobri medčloveški odnosi, izražanje čustev, predvsem pa iskren stik s samim seboj. Kaj je zdaj občutek? Kaj je v meni? Jožica, kaj ti zdaj občutiš? To bilo. Jaz sem zelo vesela. Sem zelo radovedna, kar nam še povedala. To čutim, ne? In veselje je gotovo eno čustvo, ki nam zelo pomaga, zdaj nahrbtnik zračen in nikoli v temi, ampak da je skozi lepo preluftan, to nam pomaga veselje in humor. Zato je... Ja, odvisno. Ampak ne samo od predavatelja, tudi od tistega, ki ga poslušaš. Ker mi, a veste, vse interpretiramo. Mi imamo tlele ene možgane, skozi katere teče vse, kar en drug reče, kakor nas do drug pogleda in potem se mi to po svoje razlagamo. In tukaj je sreča in nesreča našega življenja, ker mi trpimo ne zaradi dejstva, ampak zaradi interpretacije naše interpretacije tega dejstva. Ja, kakšen pomen smo mi temu dejstvu dali? Ja. In zato en človek nekaj reče, to je njegovo, kar je rekel. Kaj pa jaz razumem? Je pa moje, kako jaz to razumem, kako jaz to vzamem. Nad istim stavkom je lahko en veselo presenečen in reče, dobro mi je pojem, pa nas smrt žali. Spet me žali. Tist, ki reče spet me žali, je precej ranjen. Njegova otroštvo je najbrž težko, njegova duša se ni nikoli zacelila in prileti ta stavk na eno rano in rana spet zakrvavi. Če pa reče en človek, to dobro mi je povedal, super, to pa vzela kot kompliment, ker imate en primer, ker se na ta način izogne marsičemu, pa se režim, se on govori vse, pa ona ne v meni. To pa pomeni, da je tukaj noter ena celota, da ni luken in globin, v katere bi lahko padala moja samopodoba. Pač sem, ki sem, takale sem, veste. Nisem najboljša, najslabša, pa tudi ne, ampak sem to, kar sem. Imam tako dušo, imam tako telo, oziroma sem to telo in sem ta duša, to sem jaz. In ko se enkrat človek tako sprejme v celovitosti, slabim in dobrim, ker ni človeka, ki bi bil samo slab, ni človeka, ki bi bil samo dober. Čisto vsi imamo celo mavrico. Ampak, ko se vsem tem sprejmeš, potem lahko sprejmeš tudi drugega človeka. Dokler pa samega sebe ne boš sprejeti, a ne gospa.
pa tudi drugega ne boš. Ne gre. Zato se pa velja ukvarjati veliko sam seboj. In pri tem ukvarjanju seboj nam knjige lahko ogromno pomagajo. Moj duhovni prijatelj Marjan Rožanski je umrl leta 1990, a veste, kdaj je bilo to že nazaj, koliko je to nazaj? 23 let, ampak zame ni martine, ker ljubezen je močnejša kakor smrt, to drži, ko pa ni. Jaz se z njim pogovarjam vsak dan, vse sorte se pomembna, in jaz sem v tem nenehnem dialogu z njim in on me je tudi odpiral za eno druge knjige in drugačne svetove. Jaz sem pač iz ateistične družine in nisem brala Paskala, recimo, Brdjajeva in vse te ljudi in potem mene Rožan spozna v sredi 70 let in reče, kaj, to ti ni zbrala sramota. Jaz rečem, pa je res sramota. Potem mi je on začel kupovati knjige, pa sem pa res kakšna najdla, ki je pa on ni prebral. Kaj? Ti tega nisi prebral? Sramota. Pa sem mu kupila tisto knjigo. Tako da v tisti knjižnici njegovega v Ločem gradu je veliko knjig, ki sem jih jaz kupila. In v moji knjižnici je kar nekaj, ki je bila sramota, ki jih nisem bila. No, ampak pol je pa manj. In on je rekel takole. Redko kaj lahko človeka zgrabi in prekvasi tako kot knjiga. Vse druge dogodivščine in celo neposredni in intenzivni odnosi z ljudmi največkrat nimajo niti pol toliko moči. Vsaj moja in še marsikatera izkušnja je taka. Nedolžno in prikupno dekle sem lahko vzljubil na prvi pogled. Naivnega prijatelja sem lahko pomiloval. Naduteža preziral ali celo sovražil. Vendar je bilo to, vse to nazadnje le ljubezen, pomilovanje in prezir, ki mojega življenja niso trajneje prekvasili. Nasprotno pa je lahko kaj takega storila že povprečna knjiga, najmanj tako, kot da je v njej povzeta globlja in trajnejša človeška izkušnja. Ni film, ne gledališče nimata te moči. Najbrž zato, ker se filmskih in gledaliških predstav vedno udeležujem le v čredi, ker jih nikdar ne moremo samo gledati, temveč smo vedno tudi gledani. Se pravi, deloma odsotni in na površini, daleč od pripravljenosti na samouničenje, s katerim se predajamo knjigam. Pri branju knjig smo največkrat neobriti in v pidžami, vedno ne sami seboj in pri sebi, zaupno predani pisatelju, da z njim dvoje použijemo svet. To je iz moje najljubše Rožančeve knjige, roman o knjigah, v kateri je pisal, katere so tiste knjige, ki so njega temeljno opredelile. Pisal je pa to izjemno iskreno in odkrstosrčno, kajti on in Vitomir Zupan sta bila zaljubljena v Millerja, ki je tudi napisal knjige, ne vem, kako ima naslov knjige, vsakdanje, ne vem, čaj mojega kakšnega življenja. Mislim, da so knjige mojega življenja nekaj takšnega. In seveda je tudi Rožanc moral napisati knjige svojega življenja. In vam kar preberem, kazala, da boste videli, kjere knjige so nam tako zelo vplivali. Kako sem vzljubil knjige Ali France Bevk? To se pravi začeti s nečim domačim, kar je otroku razumljivo, zato ker živi v istem oziroma enakem okolju, ker ve, kaj je prava, ker ve, kaj je pozal, zdaj več ne vem. Zdaj mislim, kaj je računalnik, ampak včasih pa to še vidim. Zato je bil France Bevk pisatelj, ki je njega lahko pripravil do ljubezni do knjig. Kako sem že zgodaj postal tujec ali Ernest Thompson? Tega jaz nisem brala, ti poznaš jih? Sramota. To bomo pa morali odprenesti. Kako sem odkril vsemogočno besedo ali Ludvik Mrzel? Ludvik Mrzel je imel izjemen vpliv na Marjana Rožanca, pa še na marsikoga drugega, tako da Jožica, Ludvik Mrzel, naj se zgodi v knjižnici, tudi zelo težko in žalostno usodo je bil. Kako sem postal po sili razmer politik ali Friedrich Engels? Iz tega sem zelo magistrirala, veste. Kultura kot pot k svobodi, tukaj ni bila sramota. Monika je bral v zaporu, jaz pa naslov Kultura kot pot k svobodi, tako da smo lahko ful diskutirala o svobodi, ker kaj se je drugega bolj želel kot svoboda, ker je bil zaprt. In tam je on preštudiral Lenina, Engelsa in Marksa. Kako sem se iztrgal v politiki in sem navdušil za literaturo
in Balzac. Kako nisem imel poguma za samomor in kako mi je literatura prvič rešila življenje ali Albert Camus. Kako zahteven je pisateljski poklic ali Dominik Smole. Kako sem ponovno odkril Boga in kako sem kljub temu ostal nevernik ali Edvard Kocbek. Kako sem se boril s spolnostjo in z Bogom ali Søren Kierkegaard in Miguel de Unamuno. Kako sem našel svojo občasno vero ali Teilhard de Chardin, to sem jaz se prebrala, po njegovi zaslugi. Kako sem končno postal pisatelj ali Henry Miller. In mislim, da je fajn, če bi vsak od nas imel takole tak roman v knjigah, nekak zabeležene tiste knjige, ki se ga tako dotaknejo, tudi zato, da bi večkrat jih bral, kajti kako se mi spreminjamo, in hvala Bogu vse, a veste, vam takoj povem, en vic, kako je šel zen budistični menik po cepi in pride njegov učenec in pravi, učitelj, 20 let vas nisem videl in prav nič se niste spremenili. O, Bog je rekel, kakšno torej, vic je v tem, da se mi spreminjamo, ampak mi ne moramo vedeti, kako se spreminjamo, če se ne gledamo v zrcalo. Zrcalo, najboljše zrcalo so ljudje. In to tisti iz domače kuhne, veste, ker pa s tem je najhujši. Ekar tole, ki ga je tudi sigurno sposojen, je napisal, če hočeš vedeti, ali si že razsvetljen, živi en teden s svojo materjo. Jaz pa že cel življenje živim z njo, si predstavljate, se sem že tik pred zdajci mislila. Jaz sem še gledala, kje je to razsvetljenje, ker še nisem pozabila. Ampak sem na dobri poti, vam povem. Ker imamo imela septembra že 99 let. Jaz pa še kar in še kar se razsvetljujem v njeni svetli bližini. A veste, moj otroci, pa njen sin, to pridejo zelo redko kdaj na obisk. In pa, kadar grejo, vedno rečejo, to je pa najhujši ašrak. Ti moraš se pa morala, ki je zelo težko karno imeti, ki je zelo hudo narediti, ampak si zdaj blagoslovljena, ker si dobila tako šolo. Jaz ti že ne bi mogel prenesti, rečejo vsi, ki so vsi pomislili, doma razne. Pa veste, jaz tako pogumno to nosim, se mi splača, veste, ker ta nahrbnik bo bogat. Sem jaz ulegla in sem spomnila, na što se od moje mame imela kaj zamisliti. Ker jih imam veliko, jaz pa tudi ne. Mogoče ona zdaj bo malo živa, o kakšne moje premišljuje. Tole me vedno znova pretreslo, ker sva se z Marčitom zelo velikrat pogovarjala o tem, kaj je najbolj bistveno v življenju. Z Rožancem, ne? In ko je on umiral, je vedel, da bo umrl. In takrat sva sploh imela te pogovore. In on je bil zelo fasciniran s tem Millerjem, kot tudi Vitomil Zupan, ki ga imate tele, s krasno njegovo poezijo. Zaporničko sigurno si ti dala. In ti te knjige. Ali kako je knjižnica do njih prišla? A ja? Kupala ali tudi? Kukorkoli. Tukaj je. No, skratka, bil je televizijski intervju z Millerjem, ko je eden iz gruče ameriških novinarjev vprašal, zdaj že mojega dobrega literarnega znanca, če lahko za zaključek oddaje svojo celotno življenjsko izkušnjo strne v samo 2 besedi. Henry Miller se tedaj zarežal, kot se je režal že ves čas intervjuja, se počehljal po goli ljubani in rekel, zdaj bomo pa povedali, kjeri so vaši 2 besedi. Pridimo povedali, kjeri so Millerjevi. Kaj bi rekli ljubcima? Vas vprašajo, vi strnete svoje življenje in svojo modrost v 2 besedi, lahko tudi eno še življenje. Težko vprašanje. Ampak vi jo imate na koncu jezika. Pa mislim, da je tudi to zdravje duha, ne sam te jezere. Hvala vam. Vi? Ste še prebrali? Ste dosti
besedi. Ali pa eno samo? Jaz mislim, da je razbija z vodo srcu, da lahko da boš nisem prišla, da ni nas kaj učita, jer ni da se piše kaj več. Kako je ta mila. V miru pa pridemo, se veste kako. No, tako kot je odgovoril Henry Miller, ki je tudi moj idol, kaj pa skočem, sem ga prevzela od družanca in od Zupana, skozi pa memorila z njim. Ne? Torej, Henry Miller je rekel, sprejemanje in skrivnost. Zakaj ravno to dvoje, je vprašal novinar? Zato, ker lahko človeku samo tak odnos do življenja in sveta omogoči dejavno ljubezen. Da vse sprejemamo tako, kot je in rečemo, no razumem, tole je skrivnost. Recimo, ne, če mi mislimo, ne, kaj, da kaj vemo, smrti nič ne vemo, sam to vam povem. To je tako velika skrivnost, da se mi prav zaradi tega bojimo smrti, ker se te skrivnosti bojimo. Pa naj bo skrivnost. Ja. Samo ko do nje prideti, se pa malo tresemo pred tem, ampak ne čudno, ne, to je pač naša pot, se jim treba, da razumno korakamo kamorkoli. Torej, sprejemanje in skrivnost. Tako da, ko pridete domov, ne, malo razmislite, kaj bi to bilo, ne. Torej, Henry Miller je našel strmo svoje življenje v dvoje, kot je dejal, sprejemanju sveta takega, kakršen je, in zaupno predanost skrivnosti. On pa taka nežna duša, ne? To so pa govorili zaradi, ker je bil spolno tako živahen. Ja, no on je polno bival, kar je pač, polno bivanju so pa tudi seksa, veste. Ne? In on je oboževal ženske pa njega. To je bila velika sreča. A veste, kako bi bilo, če bi samo od ženske ali obratno. Ta nesreča se je zgodila Rožancu. Njega so ženske obožvale, pa pojma ni. Ker je imel kot otrok zelo slabo samopodobo in samospoštovanje, ker so bili strašno revni. V njihovi družini ga mama oblačila v oblekco, ker je imela denarja za hlače in imel eno oblekco in enkrat se je pokakal in se je na tisti oblekci videl takole drekec in takrat je bila neka procesija, mama pa Jehova priča in te reči in oni morajo odklečati na koruzo, ali se čisto mečken pantiček, ne. In to piše Alenka Regula Boline, ki so nas rodile, tako ostane za vse življenje. Težko to vam spraviš. Razen, če se s tem zelo resno spopadaš, delaš na sebi, greš na psihoterapijo in tako naprej. Ranjena duša. Pa tako lep moški, pa so bile žensko njega zaljubljene, so padale skoraj tam za njim, da sem jih jaz pobirala. Sem jih spet ena. Ena se iz Trsta preselila na Kras, vizavi njegovih hiše je kupila hišo, ki je bila draga, koža hrana. Sej, čim je Rožancu malo jo je predprodala. Tukaj so jo samo zaradi njega kupila, da ga je lahko hodila gledati. Vsega ti ta tako hvata zaljubljena, pa še prav bogata, pa še lepa. A dej, je rekel ti. Če sem nekaj resno marči. A dej. Moj pa ni imel. No, skratka, tako da ta ni uživ tega, kakor Henry Miller, ki je bil grd in plešast, ampak toga pa dejavnosti ni nič vidiš. Ja. Ker tu sploh ni nič važno. Važna je tista energija. On je imel pa to žvar, da bi bilo tako močno to energijo, da je kar špricala tam krog. Pa koliko je bil lačen Miller, veste, ni imel kaj za jesti. Pa to ne vem, same take stvari. Ja. Druge korporacije, ki se zavedajo, da so družbeno podjetja, da morajo vrniti tudi okolje, imajo vsako leto sindikalni izgled, da naredijo nekaj družbeno dobrega. In letos so se odločili, da grejo k šoli Elvire Vatovec, to je šola za učence s posebnimi potrebami, mobilni in druge take duševne bolezni, in uredijo tej šoli vrt, A3, njivo okopljajo in posadijo in šolo prebarvajo. In poslušajte, v 3 urah se vse to zgodi. Šola, ki je bila siva in okrušena, je čez 3 ure zažarela, tako so naredili oranžno barvo, kakor da ima, okrog pa tako živo zeleno, kakor da je trava. Potem
stopnice so pobarvali, ko so bile take sive in puste, z rumeno barvo, nihče je pa niče barvo, to je celo družino pleskala, ne. In jaz sem šla ven, sem rekla, ti lepo barvaš, pa še na mene poplesku, z rumeno na ene plave hlače, ki sem jih imela, pa so rekli, jo, to pa ne gre, sem rekla, se tudi nočem. Jaz bom ti hlače nosila, če me bo kdo vprašal, vsako bom povedala, kje sem dobila ta flekec. Kakor bi se en metuljček na mojo rit usedel. Super sem zadovoljna s tistimi hlačami in ne bom mi dala občutljivosti. Skratka, tako lepo imajo argument, takle. In potem smo, in ker sem jaz ambasadorka šolskih vrtov pri nevladni organizaciji za trajnostni razvoj, sem skakala in malo motivirala. In ker sem jaz imela 10 let vrtov najemu, že kaj marsikaj vem. Tako da tista šefica, ki je po poklicu vrtnarica, je pozabila, da moramo sadike zaliti. In jaz sem rekla, sveta nebesa, se mi moramo to najprej zaliti, pred bomo dali gor tisto zagrinko, kako se reče, da vročina. No, jo bi se res manj zdaj rekla. In poslušajte, čez 3 ure je bila ta šola kot izpravljena. Kot izpravljena. Vrt čudovit, mi smo sadili rože pa zelišča. Baziliko, ameriški slamnik, rožmarin in tako naprej, in potem pa vrtnice, pelargonije, ne vem kaj se sorte, tako da je bilo to tako lepo zmišane. Čudovit, kaj so fanti bolj na njivi posejali, jaz ne vem, ampak vem pa, da so celo ne vem s čem uredili in vse je bilo čez 3 ure tipitop. Potem so imeli pa tam en ogromen šotor, kjer so imeli hrano, kjer sta mi, kaj sta unadva, Sadež in koga že je tam ja, sta imela program, odličen program, ne? In potem, jaz sem bila pa tam zadolžena za to, da bi imela slavnostni govor. In prideta slavni Sadež in rečeta, Manca, lepo prosim. Predsednik uprave govor, govor, ta pa imel govor, če šmela ti dolg govor, smo popušili. Kdo bo poslušal na sindikalnem izletu ti govor? Jaz sem rekla, jaz se ni treba, da vam, pa se začela vrčati. Ne, sej zato ste prišli, da v tem imeli govor. Jaz sem rekla, koliko stavkov? Je rekel 3. In jaz sem točno 3 stavka povedala. Pa sem mi prosta. Je rekel, najkrajši govor v življenju, kar sem jih slišala. Tako da, mislim, a veste? Evo. Jaz da bi pa res vprašala, oziroma to, da pišete toliko, da verjete toliko, Ne kuham zdaj toliko. Družino, pa vnuki vse se kajte, to me zanima, ker toliko prebrati, pa tako prebrati, je skoraj nemogoče. Jaz ne vem, kdaj to delate, to me resnično zanima. Ja, pa vam čisto resnici tudi odgovorila, ker vem, da vas res zanima. To sem se jaz naučila od mojega očeta. Moja mama, profesorka matematike in fizike, je hotela imeti tudi doma šolo, ker pomeni, da smo morali vsi ubogati, ne? A veste. In to se je njemu možu malo uprl in ko je hotel imeti mir, pauza, je šel in je rekel, berem. Se je zaprl v spalnico, vzel knjigo in je bral cel popoldan, večer je že ponoči, dopoldan pa spal. Tako da je mama videla za kosil, pa vmes, ki je šel v trgovino, pa tako kar dober, jo je vmesil, ne? Da ni bilo treba biti skozi šola, veste. Moja mama je bila odlična profesorca. Zdaj sem srečala enega profesorja na gradbeni fakulteti, je rekel, jaz nikoli ne bi bil profesor na gradbeni fakulteti, če me ne bi tvoja mama naučila matematike. Ker me je tako dobro naučila in še mnogo drugih. In to je tudi doma hotela, veste. Sam, jaz kot upornica mene ni naučila nič. A veste, razen poguma za upor. In to je največ, kar me je lahko naučila. In jaz sem ji vsak dan posebej hvaležna. Zato, ne. Tako da še zdaj, pa vi ste se tudi tako dobro naučila kuhati. Nikoli nisi znala kuhati. Jaz sem rekla, jaz znam še skozi, sam nisem pokazala, ne? Sem je ta talent prekrivala, skratka. Moj oče je skozi bral, jaz pa za njim. In isto. Sem rekla, otroci, berem. In otroci, ko sem jaz za očeta videla, da ne moram primer pustiti, kada je prav, so v bogi moje dveh čeri tudi vedeli, mat bere. Gotovo. Nema je. In tudi velikrat rekla, da jaz to berem, to je moj način, kako biti sama. Ker drugače pa nismo bili velika družina, nas je bilo tudi 10 pa še več. Kako pa ne bi bila sama v taki veliki družini? Sem se morala nekam skrit pa brati. In tudi, ko sem bila še filmska glupica, sem imela vedno knjigo samo, oni so šli v bife, jaz pa pod kakšen kozovč, pa sem brala takrat. Tako da so nam imeli polno uprtele igralci, jaz vedno sem brala. Na fakulteti, a veste, so šli ne vem kam, jaz pa brala. No, skratka.
Vedno imam velike torbice in noter knjigo za branje. Ali je to banka, ali je to avtobus. Veste, kako preberem v banki? Mislim, brsta, glasno dolgo, vsi so živči. Jaz pa eno poglavje do druge. Ali pa se vozim z javnim prevozom, recimo. Grem v Maribor, se peljem z vlakom, kaj grede preberem, pa v romana nazaj grede drugo polovico. Na avtobusu praviloma berem pesmi, zato da me ne vržejo iz koncentracije, eno preberem, pa tisto premislim, pa mogoče pol še eno, Skratka, vedno berem. Če grem za mamo v recept spet v zdravstven dom, 2 ure mi ne gine, v 2 urah jaz preberem ogromno. Ali se drugi se pogovarjajo med sabo, kakšne težave imajo, koliko je, ne vem kaj je, že ne vem koliko, jaz pa berem, Tako berem, Pa tudi žurirala nisem nikoli ne bote verjela, to ni bil nikoli moj način bivanja. In medtem, ko so drugi žurirala, pa bolj pokjer sem jaz doma lepo sedela pa brala. Jaz nisem tip za žurirnost, sploh. Če poveš tvoje izkušnje s tem, kako šole zdaj Ja, zdaj smo mi tlele, a sem odgovorila? Ja, še vedno ne. Ja, še malo odgovarjala. Torej, potem pa jaz seveda berem svinčnikov v roki. Ja, globino branje, Ja, in si vse počrtam in si potem naredim. Poslušajte, glosari, tako da v zadnji, imam napisane ključne pojme, recimo, kaj je dokaj. Tele imam pa napisan eno pesemco. In sicer ena mojih najljubših pesmi je napisana na koncu Hafisa, ker to je bilo nujno napisati od neki priložnosti. Ja, tole je zapleši z menoj moja srčna knjiga. No in zadnji piše. Nevidna srajca je vsakomur na kožo pisana, od rojstva pa do konca dni. Čipke vsak po svoji veri na robove sebe šiva dneve in noči. To je pesemca od Ifigeni Simonovič, ki sem se tako medve se vozila, ene 3-krat na let kam, in takrat se saj umir pogovorila, veste, drugač pa sploh nimamo časa, ona je skozi nekje, jaz sem skozi nekje. In pol se še malo zgubiva, no se slučajno misala. Tik pred tem so da bi se. Ja, ravno domo, ko so se šmali prijelček prikazali. Drugač se izgubiva tudi, tako da dolg časa potujeva in se vse pomembno. No, jaz berem torej tako, da pišem, si izpisujem, potem si pa v zadnji, stran 32 o strahu. Ali pa iz velike nuje stran 93, to so sicer pesmi, ampak nič hudega. Stran 93, evo, da vam preberem. Iz velike nuje se držimo za roke in plezamo. Če ne ljubimo, se spustimo. Poslušajte, teren tukaj okolje je dosti preveč nevaren za kaj takega. Torej, za roke se moramo držati, veste, drug z drugim, z roko v roki. In potem si noter še listke takele dajem, držimo se za roke, pa ne vem kaj, skratka. Jaz knjigo tako obdelam, da je čist zmahana, zato so tudi zdaj mi že začeli krasti, ker so ugotovili, da je to zelo fajn, če je to tako vse počrtan. Pol pa, če je kakšna knjiga zelo pomembna, pa jo preberem drugič ali tretjič, recimo, ali pa ne vem kolkič, kakor je demelo zavedanje, pol pa vzamem rdeč flomaster, pa z rdečim počrtujem, veste. Ali pa, kaj je mene rešil v zadnjem času, ker jaz zelo veliko spanja potrebujem, ker možgane kuram, pa veste, ker berem, pa pišem, pa tako naprej, pa moram pa tudi veliko spati. Ker če jaz veliko ne spim, gotova sem 8 ur do 9, to je moja doza. Že vse življenje to že tudi spim. In meni ne žal tega časa, zaradi tega, ker jaz sanjam veliko in potem v pol snu mi prihajajo različni naslovi, v levo desno imam listke okrog, pa si vse lepo zapišem, se malo prebudim, pa me lura tiši, pa hitro napišem kaj. Tako da vsi te naslovi, te knjig, vse to je v pol snu nastalo. Preden se spim ali pa tik preden se zbudim, skratka. Tako da spanje ful rabam, Ampak moj problem je bil ta, da sem jaz hodila zmeraj pozno spat. V mladosti sem hodila spat ob 1, 2. V zrelih letih sem hodila spat okrog 12, zdaj sem pa jaz 65 let že imela in sem stopila, veste, kjer od življenjsko obdobje.
tretje, ne. Četrtega pa ni. Zdaj ni šale v tem tretjem življenjskem obdobju. A da ga bomo videli. Ampak jaz, dokler še ni uradno četrtega življenjskega obdobja, živim v zadnjem življenjskem obdobju in zato se moram naučiti prej spati. Je meni rekel Scott Peck, Ljubezen in duhovna rast, ki sem prebrala že ne vem kolikrat, ki se začne s prvim poglavjem, ki ima naslov Disciplina. Prvi odstavek se pa glasi: življenje je težko. To zveni zelo preprosto, ampak kdor res se zaveda, da je življenje težko, postane življenje lahko. No, in jaz sem zdaj pri tem. Razen eno vero je bila, da ne moram se naučiti jeti brez spati. Ampak Scott Peck je rekel disciplina, večina težav izvira iz tega, ker so ljudje leni, jaz se pa z njim globoko strinjam, jaz sem nekaj njej sločem lena in zdaj že večkaj mesec treniram spanje okrog 10:30 zvečer. Kako uživam, kako je to fajn, če bi šel brez zgoditi. Kaj nisem se že prej ulicumla, ampak očitno mi ni. Zdaj je bilo treba, ne, tretje življenjsko obdobje. Tako da tudi vstajam, a veste, zanj sem prijavljala v 7, ko vstaja pa že v 5, kako tu na hod spat pa med 8 in 9. Sem ji že v 7 poslala, sem je odgovorila, ali si zbolela? Ne, sem rekla, temveč treniram disciplino. Tako da, a veste, večina naših težav izvira iz lenobe. Ker imamo raj staro pa slabo, pa znano, sam da ni treba stopati v neki nove, v to skrivnost, ker ne vemo, kako bo, rečemo ziher je ziher 20, in če hodimo v službo, ki jo sovražim, šef je skozi nevarnosti, da ga zadavam, ampak na hodu še en, pa še narediti do penzije. Namesto da bi pred šel iz take službe, takoj. A veste, pa šefom napisal hvala, ker si mi omogočal veliko življenjsko spoznanje. Čau. Ne, pa še naslednji 10 let. Ali pa poročeno z alkoholikom. Slovenci nimamo, ne? Prosim? Pogum je tisto, česar Slovenci nimamo. Ja, ampak ta pogum je v bistvu disciplina. In sicer samo disciplina, da sebe presiliš v neko novo življenjsko navado, da zapustiš neko situacijo, da zapustiš nekega človeka, da zapustiš svoje iluzije, da zapustiš svoje načrte, ker a veste, kdaj se Bog ne nasmeje. Kadar človek načrtuje, ne? Tako da jaz več ne načrtujem, recimo, včasih še zmotam, pa kaj načrtujem. Ponedeljek sem jaz dežurno v hospicu do približno 3:30, pol grem zelo počas domov, ker grem najraje peš ali pa s kolesom, in med tem še malo premišljujem, ker moram pustiti svojo zgodbo. Pred vrati, ko vstopim, in pol moram pustiti tisto zgodbo za vrati, ko grem domov. In to je proces, ne? Skratka, recimo, da pridem v 5 prav zmatrana domov, potem se z mamo malo pomenim, še kaj pojeva in tako, in potem gre mama hvala, že gospa, če bo cetno in ostalo. In potem jaz se posvetim branju, ne? In rečem, si rečem v nedeljo, zdaj sobote nisem imela, ker sem bila na vrtu, nedeljo sem ne vem kaj morala, v ponedeljek bom pa brala, ponedeljek vstanem, pogledam sem se, ljuba mati, ali lahko dvigneš teso danes o 5:30 pri telovadbi, kajti jaz sem na predavanje in nikoga ki bi jo lahko pripeljal domov. Jaz pa nazaj velja, klicaj. Rečem, adijo, kakšno vrame, kakšno, ništa od tega lepo. Lepo po vnučko, lepo domov, vse še bolj še malo na sprehod, pa na sladoled, tako se je bilo zelo lepo, veste. Ampak jaz takoj predstavo premaknem, takoj, v sekundi. Zdaj pa ljudje, ki nimajo te discipline, da bi predstavo, jaz jih poznam. Pa takole, aha, pa tako. A nobenega časa se mi ne prepošljajo. A to so pa res dojeni otroci. Aha, spet moram jaz. Se bolj naredijo, ne? Ampak tako visoko račun izstavljajo, ko imam občutek, da so žrtve. Jaz se pa odločam, jaz pa izberem. Ja, sem izbrala, sem se odločila velja klicaj. In je zame konc fantaziranja, kaj bo v ponedeljek zvečer, pa kjer knjigom začela. Nema toga, tole bo. A veste, to mi je pa lahko zato, ker vem,
kaj je v življenju bistveno in kaj ni bistveno. In zelo dobro vem, kaj so moje prioritete. Mene ne boste dobili, da bi cincala. Ne? Recimo, Boga Ifigenija, ki ona je nasrkala. Sva imele, pa tako sem se veselila, literaren popoldan na tednu tega, kaj slovenske knjige, da bi predstavljali njeno novo imenitno knjigo Primežu srca. Jaz sem jo že ta drugič prebrala, vse počrtala, no se jim je prav prišlo, ker sem za buklo pol hitro napisala, boste videli, izbor moja knjiga meseca, tako da ni bilo za manj. Ampak, moja mama rahlo kap sune v sredo dopoldan. Usta dol padajo roko, ne čut noge, ne čut kaj zdaj. Reče moja prijateljica, veš kaj, jaz bom pri njej ostala, ti pa pet z Ifigenijo se pogovarjati. Jaz rečem, ta prva bo Ifigenija razumela, da ne mora mama pustiť, če jo kap zadela. Noč Ifigenija, draga Ifi, ne bom prišla, moja mama je rahla kap suna. Mislim, je bila že čez 2 dni čisto dobra, ker ona se pobere, ne, vpliva, ki ne pozebene. Zdaj še mlajš gleda kot prej. To, da če te zadane kapa, veste, se postavijo neke nove mene možgani, se aktivira nekaj, kar prej ni aktivira, in potem so mene vsi sprašali, kako je moja mama, jaz sem bila možana, noben me vprašal, kako sem jaz. Ona je spala 20 ur, non-stop me spala 20 ur, jaz sem vsakrat 2 uri vstala, da še reče še diva. Ker reka zdravnica, ne vemo, če bo dočekala, se je ona pa bo dočekala jutro, pa še kaj drugega. Sam, če bom jaz, ne vem. Mene so mene vprašal, si kako gospa mama. Zdaj pa vsak povem. Pardon, predno odgovorim, da se mami bi mene vprašal, in sem jaz. Kaj pa jaz? Ne? Skratka, ampak. Ja, ale ne. Kaj vprašanje, kako sem? Ja, ker se prav vredi. Mama, da počiva, zdaj doma je vse v redu. Ampak, hočem vam povedati, tako je življenje, ne? Ampak zato je potrebna disciplina, potrebno je zavedanje prioritet in ne občutek, da si ti žrtev, pa da se za nekoga žrtvuješ, boš pa fajn kasirova, veste. Kokor Ivan Cankar, Skodelica kave. Včeraj sem da spet na enem predavanju, ker ena rekla, to je čudovita prispodoba. Skodelica kave in ta občutek krivde, ta greh človeku pomaga. Kaj je pomaga to Cankarju pijaci, bil je posler Lulu, to mu je pomaga. Ker če vi mi pomislimo na Skodelico kave, Ivan Cankar je pisal, je bil v svojem svetu. Je bil čist od realnosti odmaknen in poln ustvarjalnega nemira in hotenja, da nekaj zapiše, ko nekdo odpre vrata in reče, prinesla sem ti Skodelico kave. V glavo da ji vržeš to Skodelico kave. Nič jo ni prosil, noben jo ni povabil, no ona mu je celo strukturo zbrisala s tem, ki je odstopila, pa je bila pa še užaljena. On pa mi je občutek kriv, da grešil sem. Mater sem zatajil, ne vem kaj, celo življenje se je žrl. Mislim pa, mati, ki ljubi svojega otroka, to sem jaz, ga bo pustila na mir. Pač pa, če bo rekel, prenesi mi, bo pa mogoče dvojno kavo prenesla, pa mogoče zraven še piškotke, pa mogoče še kakšno jugco skuhala, a veste, ne bi kaj spraševala, pa tudi ne bi pol računala. In mi, Slovenci, smo obremenjeni s tem arhetipom Cankarjeve matere, tako da v Ljubljani je pisal na Nabrežju. Skuhaj si že enkrat to prekleto kavo. To je bil moj najljubši greh. Sej si jo tudi mi, da bi mogli prišlo. Če pa pisal, je hotel imeti pa mir, a veste. In tle se vidi, kaj je občutek sočutja, da sočutiš s tistim človekom, če veš, da je on ustvarjalnost in ti z njim sočutiš, mu daš mir, kaj je empatija, kaj pa egocentrizem. A veste, so žrtvujoče matere, ne vem, 10 nezakonskih otrok strašno so trpele egocentrične, pa tako, da se krkadi, ker je to trpljenje bila njihova hrana, da so lahko preživele. Ja, tudi tega se moramo pa znaviti, veste. To je pa slaba dediščina. Vrtovija, zakaj vrtovija? Zato, ker vi še veste, kaj na deželi živite. Mestni otroci pa ne vejo več, kaj je življenje in kaj je smrt. Ker ne vidijo tega ciklusa celega. In bolj, če oni zasadijo eno mehno rastlinico, recimo malo baziliko,
jo zalivajo. In vejo, da so oni potrebni in koristni. In da ta bazilika raste zato tako lepo, da jo oni zalivajo. In ta bazilika je vedno večja, ima vedno več vej in potem oni še trgajo te listke in dajo v juho, ki so jo v šoli skuhali. In je juho, ker je moja bazilika, še občutek, da so nekaj listka naredili zase in za druge. In potem se ta bazilika enkrat posuši, je obtrgana, zdihne. Ampak naslednje leto nova bazilika, spet je vse zeleno, spet usklije, raste. In oni pa cel ciklus tega bivanja doživijo, ker ga drugače nima več možnosti. A veste, še 50 let nazaj je vsak človek videl truplo, ne? Vsak človek je vedel, kakšen je mrtev človek. Ja, koliko vas je pa danes takih, ki ste videli, recimo, mrtvega človeka, tako iz oči v oči? Mi smo še. Nekateri še, mladi pa že vprašanje. Mladi pa ne več, ne? Štira ni mogla zdržati, jaz sem njeni mami si bila pogledala. Štira pa ni mogla. Ja, vidite se, je strah, se je to grozno, čeprav to so zelo lepi, privilegirani časi. In potem, glejte, naši otroci nimajo več tega taktilnega čuta. Vse oni imajo samo še vizualno, pa iPade, iPode, jaz ne vem, koga vse to imajo. Oni sploh nimajo tega narediti, ker zemljo primeš, da nekaj držiš, da nekaj gneteš. To je primarno potreben občutek tega početja, ker je človek vedno bil odvisen od zemlje, prežet z zemljo in preživel sam zaradi zemlje. In spet bo tako. Otroci morajo ta občutek spet dobiti nazaj. A bodo samo te ekrane zjavili, ali kaj? To mislim. A veste? Ja, zato je zemlja tako pomembna. In zato, če ni vrta, je lahko pa tegelj. Pa raste doma na oknu, ali pa na balkonu, ali pa pred vrati. Ampak mora biti eno korito zemljo nekje. Zato, jaz sem še čist mal, ne, a veste, ene dva tegelčka, ampak ker prst dam gor na zemljico, pa rečem, a si še vlažna, rožice, kako si kaj, pa se malo pomeni, kako mi je fajn. Včasih sem bila vrtu najem, ampak je tega, da vnukinja se zgodila, sem ga dala pa nazaj, ker so rekli, vsi vrtovi so že urejeni, razen tudi koširjene. Ker sem pa koširišala, sem ga dala pa kar nazaj. Sem rekla. Ker je tudi plevel, Boga sem rekla, ker sem imela na enem župnišču. Sem rekla, tudi plevel je Boga in to sem ga bo. Vse ne raste v svojem ritmu, če jaz nimam časa, pa ne plevel, bo se je tudi v ritmu. Se danes je plevel veliko bolj moderno jaz, kakor je videl. Je specializiran na preživetje v naravi, dajo zdaj doma, te krožke, tudi moj brat je eno tistih, in on pravi, da ne vem, koliko plevela imajo okrog hiše in v glavnem živijo od plevela. In vse poznajo, že vem, koga jaz pa ne vem, razen kopriv. Prvič v življenju sem kuhala koprivno juho zdaj. In to se vidi, ker sem hotela, da sem vrečko prijela, pa sem se opekla skozi vrečko, tako dobre koprive so bile. Ker imam tisti zabojček, da bi vsak teden prinesel zelenavo, pa sad je prišla in zdaj sem jo prinesla 1 kilo kopriv. To je bilo za 14 dni župa, ampak krasno juho. Se ne sme pogrevati. Pa smo jo, pa smo bili živi in zdravi. Veste, zakaj smo bili živi in zdravi? Ker nismo vedeli, da se ne sme. Ker to je isto, kot špinača se ne sme pogrevati. Pa gobe. Vse to je že pogreva. Špinačno juho je eno merno. Ma, ne se spravi. Poslušajte, špinačo pogrevam redno že, ne vem koliko dolg časa, dam v hladilnik, naslednji dan spet jemo, ker jaz zelo rada kuham v največjem loncu, 7 litrov, pa to sem zdaj kupil, po pa dam 1 liter eno flašo enih hčeri, 1 liter eno flašo ali 2 po potrebi drugih hčeri, ne sem najbolj veseli, če dobijo žulico, skrinje nimam, mikrovalovke nimam, ampak drug dan pa bolj po hladilnik, če kdo pride ne izvoli, pa mi je ved mama, pa tudi drug imaš te leva. Več nama še ni bilo. Sladka. Če nam je tisti strupi prav dobro. A torej tudi kopriva se ne sme pogrevati. Dolgo je zdržala, ne vem, če nismo že 3. dan jedli. In ljubima mi je rekla, kako je odlična ta juha. Je pa res, da si me skuhala sladkim krompirjem. Sem dala en sladek krompir iz Južne Amerike, ogromno sveže čebule in česna
bolj tole in bolj ne vem, koliko tišav, vse tiste antioksidante sem odvrgla, veste, to bo. Česen, pa še zraven kaj jem. Kar tako, zaradi tega, ker sem se družila z eno osebo, ki je imela ne vem kakšne vse bakterije, viruse in tako naprej, pa sem noben drug ni hotel, sem se pa jaz, malo objemala z njo in sem začela kar česen jesti za vsak slučaj, tako da požrem, ne vem, kako čisti kap, tole, vse dobili. Ja, pa ingver, to sem tudi vse dala, takole, narezan, tako da, evo, rešili smo. Ja, če malo smo tudi pojedli ogromno, vse posod, kjer sem jo mogla, župe, salate. Zdaj nam še pa sam povedete, kaj trenutno berete, kjer je 3-4 knjige, malo odprte. Veste kaj, zdaj od Hansa Künga, to je teolog, ki je bil ekskomuniciran, ki so ga vrli, da ne sme več predavati teologije, ker je bil preveč kritičen do Vatikana in tako naprej. On je začel z gibanjem Svetovni etos. Kaj so tiste osnovne temeljne vrednote, ki so skupne vsem? In vernim in nevernim in muslimanom in budistom in kristijanom in je ugotovo, da je to svetost življenja in dostojanstvo človeka ter zlato pravilo, ne stori drugemu, kar ne želiš, da drugi sledi tebi. No, in mi smo lansko leto junija v Mariboru ustanovili to gibanje slovenski svetovni etos in smo imeli zdaj simpozij v Cankarjevem domu o svetovnem etosu in smo prevedli priročnik o svetovnem etosu. Zdaj je pa prevedena še knjiga O kaj verujem. Zelo lepa knjiga in tam me zdaj čaka od Hansa Künga, da se jaz poglobim, to je krasen gospod, ali ste tako mili. Včasih bil tak srebolit, pa bojevit, neko, kar mi vsi, ali ste profesori univerzitetni, pol nas pa življenje v Rusi in pri 80-ih, 90-ih smo ko angeli. Tako da, on je že tudi čist angelski, ki je že čez 80-ih. Torej, tega Hansa Künga vam. Potem imam en roman, ki je blazno všeč moje prijateljici Veri Čerkalič, ki je na naslovni strani Bukle, direktor si založbe Eno, Noč v Lizboni. To je zelo debel roman. A je kdo prebral ta roman? Je šel v zbirki 100 najboljših, kako tistih romanov, kaj najboljši evropski roman, ali kakšni mladinski knjigi. Je pa z Sadogusci si kar pišemo, ali si že prebral Noč v Lizboni. In zadnjič je imela Mimi Podkrižnik, ki je novinarka dela, pisnica iz Pariza, pogosto iz Francije, ki jo si izjemno spoštuje moja odlična študentka Klopopa. In ona je napisala, kako je se z vlakom vozila, ne vem kaj, in brala Noč v Lizboni. Jaz sem nekaj dobro, da knjigo že imam. Še kupila sem jo, skoraj 40 € stane. In pa sem važno napisala direktorju didakte. Dragi Rudi, prav danes sem kupila tole knjigo, premej duše draga, skoraj 40 €. On pa meni nazaj, draga manjca, saj veš, če bi me prosila, da bi ti jo poslal z velikim veseljem. Jaz si pa mislim, se morajo tudi oni kaj prodati, poslušajte, se ne morajo sam še enkrat. Tako da, evo, lepo sem kupila, pošteno. Potem sem ravno kar prebrala od ta iste založbe didakta, od Mateta Dolenca, uživala Mali princ z otoka. To je pa mladinska literatura in bolj stara, ker sem raje šla mladinske in otroške knjige. Od risa do takih čudovitih zgodbic, ki sem napisala moja prijateljica Efigenia, ki je prelepa, ki govori o eni deklici, ki ni mogla jokati, pa je prišla njena teta in je malo solzicem prepovedovala, kakšne so pa takšne pa drugačne. Prelepa knjiga, pa še na koncu prostor, ki lahko Čečkaš in to, ki ste s prijateljico, ki je imela raka, skupaj pisala, tako da je psihoterapevtska. No, skratka, to je pa knjiga, ki ne samo, da piše v tišini, ampak tudi je sama tako tiha. Ker se pripoved dogaja na otoku, kjer nimajo ne šole, ne trgovine, ne nič, ker še čist malo ne živi, imajo pa 3 štalije. In pol hodijo jesti ene do druge, pa malo čakulajo, pa pijejo bevando, čas pa teče. In ne vidi, da se nič ne zgodi. In na ta otok pošlje mama svojega sina vsako leto, ker ona prodaja gate in še ne vem kaj v mestu, turistkam, in on preživi, Sič mu reče o temu fantičku, 11 let star, z enim starim ribičem in mornarjem. Ta je Sič, ta mali je pa Sičič po njem in ga bolj ta stari uči življenjskih modrosti in reče, ja, danes bova pa čakala, pa reče ta mam, ja, kaj bova pa čakala? Ja, da se kaj zgodi?
ja pa ne vsi ne vem, kjer v svetu šarijo veriti, kakšen dogodek. To je Benedek to, veste, največji dogodek je kosilo. Ja, malica je on to rekel. Ampak, ker je to tako velik dogodek, je morala biti že pred malica. Po malice je bila pa po malica. Tako skratka. No, in teda, če ni drugih dogodkov, gre sta nekaj jezne. In to je glasen dogodek. In to je toliko ene življenjske filozofije, veste, v tej knjigi. In toliko miru, in toliko lahko zraven kontempliraš in meditiraš in vse, ker diha ta mir in tako luškani so te dialogi, ker so najbolj, zelo veliko se pogovarjata o seksu, o smrti, o umiranju, o bolezni, ta stari mornar in mladi fantiček. Tako da v bistvu on vse najpomembnejše stvari v življenju razloži, ker tle je tudi en umrl na tem otoku, potem na konc je bil pa še požar, da je cel otok pogorel. In takrat se je odločil ta Sičič, da bo šel na kraj, kjer osli crkujejo. Tam je že star osel čut, da je umrl in odkorakal v pokopališče in tam crkne. In je ta šel in ni se hotel vrti, potem je pa začel tam malo prositi, prav, peva domov, sej veš, kako jo čakaš, potem se pa le pride, neki se porine in le pride še kakšen dogodek. In je tako šel ta stari še enkrat z njim domov, ampak vemo, da je bilo čas, da umre. In da ta mali odraste iz tega otroštva, rostnega puberteta vstopa. In je prej lepa knjiga, vam rečem, čudovita knjiga, pa bom takle berem. Potem imam pa, 3 sem vam zdaj povedala, potem imam pa siguren še do konca za prebrati pesmi enega francoskega pisatelja, pesnika, čudovite Skrajna ljubezen, ki jih je napisal en prelet moški, se je bil lansko leto na Ptuju od Dnevi vine in poezije, ki je živel z eno zelo znano, svetovno znano alpinistko, ki jo je zasul plaz nekega leta in je on njej posvetil pesniško zbirko, ker je v Skrajni ljubezen sem tako preživel, da je še naprej z njo govoril, tako te ljubim, diham tvojo kožo. Kak je bilo, jih ne moram biti nekaj prebrati, ker sem čist presunjena, preberem eno ali pa 2. Skrajna ljubezen, to je hiša poetikov izdala, hiša poezije, to je čudovita založba, ki je izdala tudi mojega najljubšega Bobena, tega berem kar naprej, a veste, Kristjan Boben, to je čudovit pisatelj. Tudi njegova zadnja knjiga je posvečena njegovi veliki ljubezni, ki jo je ljubil predano 17 let in je bila nekaj 40 let stara, kak jo je, ker tako stara in gotovo. In on še naprej se pogovarja z njo, razmišlja o njej, videla, da so ti tako lepo piše. Če bo dolg meni, pa ga zdihne tako lepisal, je bilo vredno to življenje. No, tako pa še kaj, a veste, imam tako en kup, imam stol za branje iz Finske vročene, zato da po moja hrbtenica počiva. Tam imam en kup, pol imam en kup v postli, pol imam en kup v eni sobi, pol en kup, no skratka. Pa tako hodimo, veste. Ker sem tako sam. To bi še kam priti. Še dobro, da se jih šil še lita, ker se šla v njeno sobo, ker tam je ven krik, saj pa teh jih ni. Tako da zdaj pridem do postli. Prej tak sploh nisem mogla do postli. Matematika pa knjige. Prosim? Matematika pa knjige. Super gre to skupaj. Matematiko sem že vso pozabila, ampak je profesor matematike zagotavlja, da je pa v meni ostala logika v možganih in da nekaj hitro vidim strukturo, ne? Tako da mi matematiki imamo to nekaj poseben dar, ne? Ja, no, dobro. Matematika je pa vrhunska poezija in vrhunska filozofija. In v matematiki je brezgrajna lepota, do te lepote pride pa samo najboljši na svetu, to pa jaz nisem bila, veste. Jaz sem si skozi domišljala, da bom slovenski Einstein, svetovni Einstein, prva ženska Einstein. No, sem malo pogruntala, da nam nač iz tega. No, tako da sem lepo pristala tukaj, kjer sem na zemlji in na eko vrtičkih in je zelo fajn. Hvala Bogu, da nisem kakšen Einstein. Je še kakšno vprašanje? Ja? Ja, jaz mislim, da je ključno, da človek ukroti svoj ego. Ampak ne, že se je rodilo, veste. Najprej ga moramo fajn napisati. Tako. Dokler človek mlad, ker potrebuje
moraš spremeniti iz akterja življenja v opazovalca življenja. To je to sprejemanje. Ti opazuješ, kaj se kaj dogaja in da sebe ti nekoma gledaš. Da veš, aha, zdajle sem pa tolega podkronana, ali pa tole sem narobo skratka. Da si ti zavesti, recimo, meni so otroci rekli, da sem jaz urad za najdene predmete, ne. Ker smo kaj izgubili, pa sem v glavnem vedno najdla. Kako? Ker se učim jaz to zavedanje, ne. Aha, takrat si bila pa tam, pa si šla v nosovo, pa si pol, ne vem, se sklonila, pa si pol, pa pride ves proces nazaj. Zdaj, če se ne zavedaš, se več ne spomniš, ne. Če se pa zavedaš, se pa spomniš in to najdeš, ne. Sem se sklonila, pa niti sem izstopila z avtomobila, uhane sem imela v žepu, ki je plitek, uhane so padli ven in so sigurno v njenem avtu, ne, niso reče in ti. Moj urad za najdene predmete, te reče, ja so. Na korona, če sem mesec čist avto in kaj najde, moj uhane. To je zavedanje. Ker človek se ne zaveda pojme, kakaj je uhane zgubno. Ampak nisem 24 za odlično, veste. Tako da, in jaz da sem prebrala že to 20 zavedanje, zato ker to je rešitev, ne, če se ti zavedaš, če se ti opazuješ, če ti vidiš, ne boš nikoli reagiral na to, kar ti drugi vseljujejo. Če je Slovenija v krizi, vse sam jamra, ti ne boš. Ti boš klik obratno. Jaz probujem z upanjem in z dobro voljo. Evo, to je moj način. Ne? Ampak drugi upokojci pa okrog mene sam travor maršike. Tako da, a veste, sam nekaj dramatizirajo, pa nekaj jamrajo. Namesto da bi bili aktivni in po svoje živeli in dihali in se nekako razbremenili te težke atmosfere, v kateri zdaj smo. V njej smo pa zato, ker se ne zavedaš, kako nam je fajn. Da se zavedaš, kako ti je pa fajn, je treba pa gledati, to tudi bereš redno, zato ne nekaj, kar že prebrala, citiram, non-stop, imajo me že vsi pa v kufr. Eti Hillesu, Pretrgano življenje. To je knjiga mlade, strastne judinje, stare 24, 25 let, živela v Amsterdamu, so jo gestapovci pregnali najprej v eno taborišče, pol v Auschwitz in Amporina Lopeš. In ona je bila radostna do konca. Ne reka, nihče ti ne more vzeti svobode. Ti lahko na enem metru poklekneš in pogledaš vase, v svojo dušo in moliš za dobro drugih ljudi. Te svobode ti ne more nihče vzeti, pa tudi, če si v Auschwitzu. In ne sovražiti, nikogar ne sovražiti. To je učila do konca, niti tistih gestapovcev ni sovražila, ko se je kaj postavlja. Ker tega si jaz enostavno ne bom prvošla, da kot dvije sovražila, ne skupaj ima ne sovražila. Ker to meni vzame, a veste, meni energijo sovražila, ne umu, ko ga sovražiš. Ljudje enega sovražila, tam se lomu, kaj od tega imel. Slabga, kaj ne. Ti, ko si tiste skozi ukvarjaš sebe, žreš. Rakov je veliki sovražstva, a veste. Ker si ste sebe požrl med te jetra in ne vem kaj še žrl, da si tako naprej. Pa v ptiček na veji naprej, ko ga sovražiš. To ni, ne. To je zelo neumna drža, ne. No, in če berete tole Eti Hillesu, ki v Auschwitzu govori o lepotah življenja in hočem biti pesnica taborišča, da govorim, kako je to v taborišču lepo in pogleda skozi ogen in zagleda 1 centimeter plavega neba in z tega naredi himno, mislim, pol se pa zavedamo, ko nam se nismo v vojni poslušali. Lahko te noben ne bo umrl. Vodo imamo, lahko pijemo, spite, veste, koliko je malo krajev, kjer lahko vodo spite pijejo, ne vem, kupati tisto nekakšno gruzoto. Za oblečju nekak imamo. Vse smo zelo solidarni, če nima pa namo, ne? Skratka. Kaj imamo za jamrati? Nimamo za jamrati. In to meni take knjige zmerno znova povedo. No. Izvolite. A imate svojo najljubšo knjigo? Ne. Najljubše nimam ene, ker jih je veliko, ker najljubša je zmerno tista zdaj. To pa imam prosto po medvedku ful. Jaz angliščine ne znam, ampak boš iti popravljala. What day is, in tako se reče, ne? Pa sova odgovori, today, pa reče, ne?
pa danes so, pa reče put. Pa se je to moj najljubši dan. Kako čudovito to smo danes. Tako da jaz odgovarjam, tako da če me vprašate danes, katera knjiga imate tle gori, ne, pol malo pokukajte, ne. Vedno hodim s tem, Mati sem pa Rumi je znano, pa ne vem, tako, pa Medvedek Pu, ne, pa Pika Nogavička, to je nekak, so stalnice, ne, potem se pa priključujejo, pa tole, ko smo rekli, zavedanje, pa, ne vem, romana, knjiga, ne, tako. Potem pa pridejo, ne, ali pa s to obrazom notranjim učitelj, tudi zelo pogosto berem, prepisujem, citiram, ne, Alenka Rebula Svetimer, najlepši jezik, danes, a ste jo že imeli, ne? Ne, če prišla že je, pa je bila vaša gostja. Ne, imamo jo še dragi znački in v jeseni načrtujemo. Kar zdaj jo že zabrali, ja, ona je pa res super, ona pa je, veste kaj, kar labor prineste pa toplo vodo, pa nogi modujete, pa uživite. Ona tudi govori, tako milo, jaz sem taka eksplozivna, ne. Malo sam mila in mehka in nižna, no, ampak taka je srce. Priporočali ste zapis duše nekje od Hillmana? Ja, zapis duše je tudi super. Zapis duše, ker Hillman je tudi velik poznavalec človekove duše in ljudi. In on vedno znova prav, dober starš, dober učitelj je tisti, ki prepozna seme svojega otroka. Če je otrok po semenu hrast, ne izraste v hrast, ne pa v brezo ali pa vrbo. A ne? Naši starši, na to učitelji vejo, pa pritiskajo, pa hoče, da bi bil njihov otrok, ker ne bi bil hrast, recimo, da bi bil nežna vrba, ne? In da bi šel na filozofsko, ali to hoče bi pa kuzbarski igral. A se predstavljate to kuzbako? Pa še učitelji rinejo z enimi slikami od tega uvodskega otroka, njega zares tam noben ne pogleda, kakšen je imenuje. In to je edino, kar je pomembno v pedagoškem in starševskem poklicu. Da ti vidiš, kdo je pred tamo in da zalivaš to, kar ta otrok v bistvu je in v kar ne izraste, ne. Mi se rodimo z enim zapisom duše, ne. Mi smo nepopisani s papirja. In prepoznati ta zapis, to seme, ne, to je res super knjiga, hvala vam. Pa tudi njegova postavitev družine je fantastična. To je v Sloveniji že zelo razširjena terapija, ki jo toplo priporočam. Absolutno deluje. Koliko je pa ura? Ste gremo pod konc? A je še kakšno vprašanje? Joj, v hospicu je pa zanimivo od trenutka, ker not stopaš, do trenutka, ko greš ven. Zato, ker je pa to najbolj zanimiv kraj, sploh možno. Prvič je zanimiv zato, ker mora da človek sebe absolutno oklepati. Ne moreš biti ti dober prostovoljc, če neseš komirajočemu svoje počutje, svoje pričakovanja. Ti se moraš kaj vsesti in samo biti. Ampak poslušajte, to je najtežje. Ker ljudje takojo akcijo, a boste kaj biti, boste kaj jedli, ne, pa že tako leži. Ti se moraš zraven vsesti, pa ti čistih krmiš. Samo da te človek čuti, da tam si, ne, ali pa mogoče ga še primeš za roko, ali pa malo. In lepo si ti, ampak ne gledaš v tem televizije, ki je mogoče tam državno. Ampak samo si, ne. Tako da, to je težko, ne, moram reči, to ni kakšna velika lahkota, ne. S tem svojim egom, ne, se moraš lepo zmeniti. Tako da jaz nikoli ne vstopam, ne vem, prej malo bom zadihala, če pa velik ne samo doma, če mi mama velik že zjutraj naloži, ne, potem pa grem še 2 kroga okrog hiši, da malo spustim, ne, zato, ker ne smem to samo nesti. Ko grem pa ven, pa spet ne smem nesti, ampak jih pa nesem, zato, ker so to vse zgodbe, ki nas ogromno naučijo, ne, veste. Zame je biti z ljudmi, ki so brez mask, oziroma ki jih predlagajo zelo navdihujoče, ne, ker da me en pravico, da sem taka tudi jaz, ne. Tako da, to so dragocene izkušnje in meni je to, recimo, če bi zdaj v življenju tako prioritete, sigurno družina, pa prijatelji, pa potem pa takoj hospic, ker sem imela na izbiro, a vzamem še en mandat kot predsednica Gibanja za trajnostni razvoj TRS, ker sem ga sama ustanovila, ne,
Ali sem več v hospicu, sem se odločila za hospic. Sem rekla, tole ne, pa zdaj mladi potegnejo, ne. Zdaj, če hoče imeti vse novo, pa vse drugače, kar mi izvolijo, izvolite, sem rekla. In imamo novo predsednico, zelo zanimivo, Urško Črne, krasno vekelco, tako da, evo, tako da je nekak na drugem mestu mojega življenja, ja. Zato, ker je moj moto že, ne vem koliko desetletij, en in ist. Učim se torej sem. Jaz se rada učim. Blazno. In zdaj, ne, zdaj mama je moja najboljša učiteljica, edin smrt jo še prekašala. Še boljši bo pa tako moja mati pride. Ampak si mislim, ne vem, kako bo zdaj znama, če bo ona živela 150 let ali koliko, ne vem. Ampak imam že rezervo, kaj bi pol šla pa zares študirati, ne. Pa bom morala kakšnega donatorja najdeti, ker jaz nemam to denarja, ker to je strašno drago izobraževanje. Za mediatorja. Se pravi, da se pogovarjaš ali z zakoncema, ki bi se ločila, pa se ti tako z njima fajn pogovarjaš, da na koncu ugotovila, da se strašno ljubita, pa skrb postaneta. Ali pa če že greš tam na razen, tako naredita, da otroci nič ne trpijo. Ali greš v šolo, se to učiteljici med tabo skregani in ti tam lepo sediš, prideš parkrat na koncu, imajo vsi tako radi, da se krkatno. Skratka, v meni je vedno bila želja, že čisto meni, da so ljudje okrog mene srečni. Jaz sem vodnica taborniška in kot profesorca sem zelo ustvarjala skupnost, sem rekla, niso važne ocene, važno je, da tem nekaj ustvarjamo skupnost, da boste drugega podpirali, da boste prijatelji, da boste imeli kaj. Še zdaj so moji študenti dobri prijatelji. Pa v drugih profesorjev ne, ker niso dali to na prvo mesto, ampak meni je graditev skupnost najpomembnejša reč v naših življenjih. Nesrečen je tisti in slabo gre tisti, ki nima nobenega obsega. Zato pa moraš ustvarjati skupnost, zato moraš biti pa odprtega srca. Tako, no, nekaj, ki je s tem hospicem, no. Ampak lepo. Poslušajte, mi tam noter, ker pridemo, mi se najprej samo dnevamo, ne 5 ali pa 10 minut. Vse medicinske sestre mi govarjate, prostovoljci samo dnevamo, po večkrat. Tako da to je hiša objemanja, ne. Pol pa se pomenimo, kako je kdo prišel, kdo umrl, kaj, kje, in kakšna je situacija in kdo je recimo najbolj potreben te bližine. Danes bom šla pa najprej k tem. In včasih, ker samo po enem ostanem, čeprav jih je recimo 8, pa me pol vpraša drugiče, kje pa ste bili prejšnji teden, gospa Manca reče, prejšnji teden je bilo pa tako, da sem morala biti v sobi 15, recimo. Ker čutiš, pri kom se izteka, pri kom se ne, ali ste nekak moraš biti na tistem mestu. Ja. In to moraš biti tudi en tak občutek, nas pa tudi napržejo, veste. Pip rečejo. Skozi vrata, nočem nobenega videti, in moraš tudi tako je. Ker pa ni pravno. Ja. So ljudje, ki pridejo, hočejo sami vred in pridejo tam vred. Ja, ampak vsak ima pravico. Vsak ima pravico. Pa niti ne bomo reči, da je to egoizem, ne vemo, kaj je to. To je tista skrivnost, da nič ne vemo. In pri hospicu se moramo blazno učiti brez nalepke. Da mi sicer dejstva vidimo in pazno reče, ima vročino, slabo diha, kaj s tem, to moramo znati govoriti. Ampak vse druge je pa že naša interpretacija. Ne? In tudi, koliko je v vsakdanjem življenju vsakega. Vsak tam je bolj koncentrirano, ne? Veste, ta življenjska spoznanja. Tako da jaz v bistvu, vedete, če bi šla v Indijo, ašram že vožnja stane 2000 evrov. Tlele se pelem z biciklem v hospic na Hrvatskega, res plačno. Tako da to je res odlična rešitev. Ko ste vi umirajočem, ste. To je bolj svet prostor konkretizirano. Tukaj ni ne časa, a veste, en človek umira, pa ker ima tudi ni več časa, ne prostora. In da smo mi lahko v enem prostoru, kjer ni ne časa, ne prostora. To je skoraj tako, da smo v večnosti, a veste. In zanj, če je umrla ena gospa, čudovita gospa, in jaz sem se šla od nje posloviti, njene oči se naenkrat odprejo in sem se gledala. Tako, in pa sem mislila, da je začela že dihati. Sem šla bližji, sem rekla, jaz da se že dihate. Ne, ampak take lepe oči imate nikoli. Sem se spomnila, da doktrina hospica je, da moramo zapreti oči. Sem šla po medicinsko sestro, sem nekaj ti pošuš, a bi lahko se mi še malo gledali. S to gospod je rekla, ne, moramo zapreti oči. Zaradi tega, ker se je ona poslovila od tega sveta in more, ne, to se simbolno naredi tako, da veke
dol. Če pa je to dolg časa držala, da sem prijele, ne, pa sem mi zaprla oči, pa sem se sor tako pogledala. Ampak mene ta lepota tega pogleda, ki je večno čista, veste, to je tako, kot bi bila v vesolju, tam ne vem, v kakšni vesoljski ladji. Jaz to v teh očeh vidim, ne, ker to so oči, ki imajo popolnoma nekaj drugega, kakor žive oči. Eno tako brezgrajno lepoto, kakor da si v enem jezeru, temnem, globokem se utapljaš, pa veš, da ni konca in veš, da navš ven, tako približno. Je to, mislim, za katerega je to mogoče grozno, ampak za mene je to tako osvobojujoče. Pa prijem domov, pa mama dvakrat kihne pa reče, kako grozno sem pogledala. Reče, mati čisti bod. Če ne, ti bom pa povedala, kako je bilo v hospicu. To pa ni treba reče. In v zdravino podobalo, veste. Ne cihne niti enkrat več. In to meni pomaga preživeti. Zdaj pa konc, dokončno, lepo se nejde, vi imate zdaj neki notri že en subjekt,